Zakaj ste bili na Automotor Show? Zakaj ste se tam promovirali? Kaj dejansko promovirate? To, da se skupaj potem vozite, ali kaj? Na Automotor Show smo se pojavili, ker smo želeli pokazati, da smo v bistvu resen klub. Da nismo na sceno prišli z namenom, da se malo peljemo okoli, pa da malo zbiramo ljudi, ampak naredimo nekaj resnega iz tega. Kaj je zdaj to resno? Kaj pa je narobe s tem, da bi se malo skupaj vozili? Lahko mogoče tako povem. Pred letoma pol dvema, vemo, kaj se je zgodilo v garažni hiši na Rudniku, je prišlo do nesreče v sklopu enega zbora. In takrat je v bistvu avtomobilska scena malo ugasnila. Nam ni bilo všeč, kakšna luč se je vrla na to in smo rekli, to nismo mi. Ampak kaj je zdaj to? Kaj je to? Ja, kaj je zdaj tisto bilo, pa kaj je to, kar vi počnete? Da ne bom preveč žaljiv z besedami, ne želim. Kako ne rečem, doskrat vidimo avtomobiliste kot ljudi, ki ravnajo neodgovorno, ki vozijo prehitro, ki so mladi in hkrati, kako ne rečem, neumni v svojih početjih. Mi v našem uredništvu razlikujemo med divjanjem in pa dinamično vožnjo, športno vožnjo. Absolutno. Se pravi, vi ste športni vozniki, dinamični vozniki. Lahko bi se rekli, da vsi radi vozimo avtomobile dinamično, vključno seveda tudi vi verjetno, ne. Kaj nas je pa pripeljalo do tega, da smo rekli, dajmo ustanoviti klub, kjer bomo to uradno združevali. Smo rekli, kako bi lahko dvignili izkušnjo avtomobilistov, entuzijastov z dodano vrednostjo skozi dogodke. In tukaj je prišla ideja, da začnemo organizirati ne samo zbore in ne samo druženja na parkiriščih, če lahko vklopimo noter zraven še kulinarične izkušnje, lahko jih vklopimo zraven dinamične avtomobilske izkušnje, adrenalinske. In s tem smo prišli na idejo in hitro tudi do izvedbe. A zakaj se je sploh potrebno družiti? Mislim, da bomo to vsi radi. Sprašujem predvsem zaradi tega, mogoče tudi malo provociram, zaradi tega, ker če se vozimo skupaj, potem slej ko prej pride tudi do malce včasih kakšnega rivalstva, ne? V tem smislu. Prostor za rivalstvo je na progi. V kontroliranih okoljih, kot recimo v sklopu dogodka, ki ga imamo ta vikend. Zakupimo letališče, postavimo progo, pogledamo, kje so izletne cone in tako naprej. In v varnem okolju te stvari počnemo. Hkrati tudi, če se odločimo, da organiziramo track day oziroma obisk določene piste, poskrbimo za varnost za čelade in tako naprej. Po zimi smo šli na ICE, smo organizirali ICE Experience na Lungaringu v Avstriji, kjer so lahko naši člani probali driftati po ledu. Dotaknili smo se varnosti. In ti si tisti, ki si zadolžen za varnost, ne? Kot voznik, kaj rečemo prav, varnostnega avtomobila. Varnostnega avtomobila, ja. Tako vizualno in v funkciji. In v funkciji, ja. Kako to izgleda? Mislim, to izgleda tako, da jaz na naših dogodkih vozim naš varnostni avto. To je avto, ki je prvi v koloni, z walkie-talkiejem in ponavadi ima še enega sovoznika. Skrbiva za varnost, obveščava ostale udeležence o dogodkih v prometu. Skrbim, da se skupina drži skupaj, da ne razpademo, da se pravočasno razvrstimo za izvoze in narekujem tempo, ki je primeren za razmere na cesti. Jaz sprašujem zato, ker v bistvu včasih se zgodi, da imaš nehomogeno skupino. Ja. In se pravi, imaš v bistvu nekoga, ki je bistveno bolj počasen kot te drugi. Kako v bistvu te napetosti v bistvu na nek način tako... Ja, mi imamo pravilo, da ko je varno, lahko prehitimo, oziroma imamo planiranih veliko postankov, kjer v bistvu tudi lahko zamenjamo mesta, da se ljudje razporedijo po hitrosti. Vi v bistvu, kakšna je vaša skupina? Ste sem mladi ali kako? Jaz lahko prijem zraven ali kako je s tem? Seveda lahko prijete zraven. Naša skupina je v bistvu zelo raznolika, kar se tiče starosti. Imamo člane, ki so šele pol leta nazaj imeli 18. rojsten dan in pa vse gor do 50-60 let stare ljubitelje, ki radi pridejo na tako dobro organizirane dogodke. In vse vmes. Tribe, Rev Up Tribe. Kakšno pleme pa ste? Povezujemo navdušene voznike. Torej, iščemo lepe destinacije po lepih cestah, pišemo dogodivščine in lepe spomine. Se pravi, vi ste bolj popotniki? Ja, raziskovalci, rečemo temu. Ja, lahko smo raziskovalci. Lahko smo raziskovalci lepih krajev, lepih cest. Ja. Se pravi, pri vas ni pogoj, da imate nek športen avto? Predvsem iščemo res tistega voznika, ki bi rad se pelal. Pri vas je v bistvu
v bistvu cesta tisto vezivo, ki vas povezuje. Tako, cesta nas nekako povezuje, oziroma cesta nas pelje. Kaj pa dejansko si ogledujete na teh vaših izletih? Destinacije so lahko lepi prelazi, lahko so to lepi razgledi, lahko je to muzej, lahko je to dobra kulinarika. To, kar počnemo iz čiste ljubezni do vožnje, iz ljubezni do avtomobilizma, da gojimo to kulturo, da radi potujemo in to spodbujamo še naprej. In jaz sem mislil, da je tisto, kar nas povezuje, avto pa cesta, pa bi v bistvu rekel, da na koncu nas neki odnosi povezujejo. Odnosi, ki se zgradijo, pogovori pri večerji, kaj smo videli, kaj smo doživeli, se spomniš tega momenta, onega momenta. To je res čarobno. No?